Na zdajšnji letošnji konferenci bi izpostavili tematiko odprtih inovacij, ki je vse bolj aktualna v Evropski uniji, predvsem zaradi pomembnosti inovativnosti za podjetja, da ta ostanejo konkurenčna na svetovnem tržišču. Druga tematika, ki bi jo veljalo izpostaviti, so pametna mesta, torej uporaba različnih informacijskih tehnologij in rešitev, storitev, ki omogočajo učinkovito izrabo virov in učinkovito izrabo podatkov in informacij. Imamo še kar nekaj tradicionalnih tematik, ki so prav tako zanimive, od čezmejnega povezovanja do še posebej letos izpostavljenega e-zdravstva, ki je tudi aktualna tematika v celotni Evropski uniji, predvsem pa tudi v Sloveniji, ker imamo odprt projekt, zelo velik, in napori, da bomo uredili to področje, bodo najbrž terjali še kar veliko časa in virov. Glede na to, da sodelavci na e-konferenci prihajajo z vseh kontinentov tega sveta, koliko časa je pravzaprav trajala priprava te konference, glede na to, da ste, kot smo slišali, preko e-mailov, nekdo zjutraj, drugi zvečer si pisali? Ja, mi smo vajeni čezmejnega sodelovanja oziroma sodelovanja z našimi kolegi in prijatelji v celem svetu, po celem svetu. Sicer se programski odbor vsako leto sestane en dan pred konferenco, torej včeraj smo se sestali in že naredili načrte za naslednjo konferenco. Določili smo ključne sodelavce za naslednje leto, ki bodo nosili del nalog in pa odgovornosti. Nato pa običajno vsa komunikacija poteka prek elektronskih medijev, torej preko elektronske pošte, videokonferenc in podobno. Sama konferenca, mislim, da je zasnovana precej interaktivno v nadaljevanju. Tako, ja. Konferenca v bistvu združuje vse akterje v informacijski družbi, torej predstavnike državnih organizacij, podjetij, raziskovalce in pa ponudnike informacijskih tehnologij, storitev in rešitev. Vsekakor pa imamo željo, da se vsi udeleženci aktivno udeležujejo konference, da sodelujejo na delavnicah, panelih, sestankih. V raziskovalnem delu pa so predstavljeni izbrani referati na podlagi recenzijskega postopka, le-te pa predstavljajo avtorji, nato pa seveda sledi tudi diskusija in možnost za razpravo. So vsi referati od drugod ali tudi kakšne mogoče SVOVA ali kakšne druge fakultete v Sloveniji? Letos nažalost ne. So vsi referati iz tujine, torej avtorji prihajajo iz tujine. Konferenca je izrazito mednarodna in tekmovalnost na področju referatov je zelo velika, približno 50% referatov je zavrnjenih, 50% se jih sprejme, tako da je potrebno kar lepe rezultate pokazati, da imaš priložnost, da predstaviš svoje delo. Vsekakor pa si vsi prizadevamo, da seveda delujemo tudi na tem področju. Če se spomnim, ko ste kazali dnevni red te konference, nekaj bojo študentje predstavljali proti koncu? Imamo kar nekaj aktivnosti za študente. Ena aktivnost je povezana z poletno šolo, ki jo organizira naša fakulteta. Študenti, ki sodelujejo na poletni šoli, prihajajo iz 4 držav, Hrvaška, Makedonija, Srbija in pa Češka. Vsi ti udeleženci imajo tudi priložnost, da se aktivno udeležijo te konference. Potem pa imamo program še posebej za naše študente. En del je namenjen v bistvu interaktivnemu sodelovanju med timi, med našo fakulteto, med fakulteto University College Dublin in pa Utrecht University, torej predstavniki, študenti teh 3 fakultet bodo igrali lahko rečemo temu tudi igro, pogajali se bodo za nakup računalnikov preko programske rešitve, ki omogoča interaktivno sodelovanje. Izvedli bomo to v samem kotičku tamle in potem imamo na voljo seveda predstavitve, da povejo, kaj jim je bilo všeč, kaj jim ni bilo všeč, kaj bi lahko še mi profesori izboljšali, da bi ta interakcija, ki poteka nekaj mesecev priprav in potem sama izvedba bolje potekala. Drugi del, ki je pa zelo, zelo pomemben, tukaj so na voljo že posterji, so pa predstavitve e-prototipov, torej predstavitve inovativnih e-rešitev, ki jih študentje predlagajo in predstavijo. Seveda so izbrani na
podlagi pač njihovih predstavitev naprej, na podlagi odbora, ki sodeluje za izbor. In letos imamo kar 12 predstavitev, kar je zelo lepa bera. In ta dogodek je zelo obiskan, kajti prav mladi in naši študentje imajo zelo inovativne ideje, niso še obremenjeni s tako veliko informacijami kot mi, tako da se vsako leto veselimo res teh predstavitev, ki potekajo tradicionalno v torek popoldne. Pozabili mogoče še kaj izpostaviti, kar bi radi sami? Morda bi še izpostavili, da se vsako letno vključuje tudi Evropska komisija, s katero na nek način koordiniramo tudi aktualne tematike, ki jih izpostavljamo. Omenila sem odprte inovacije, pametna mesta in pa živi laboratoriji, ki postavljajo uporabnika v sredino in združujejo pač vse akterje, ki si prizadevajo zagotavljati produkte in storitve v dobro pač uporabnikom. Tako da to so tisti ključni poudarki. Slišali smo pa tudi iz predstavitev plenarnih govorcev, katere aktualne tematike še prihajajo, tako da nekatere izmed teh so bile tudi že izbrane za naslednje leto in bodo posebej izpostavljene.